Pozdravljeni. Rada bi z vami podelila zgodbo o tem, kako sem bila perfekcionistka in zakaj nisem več. Perfekcionistka sem bila v tem, da sem hotela narediti vedno vse popolno. Perfekcionistka sem bila v tem, da sem hotela vse narediti prav. Perfekcionistka sem bila v tem, da sem hotela vse narediti takoj. In potem sem v nekem trenutku ugotovila, da ta moj perfekcionizem v bistvu ni koristen zame, da me dela uspešno, da zaradi tega lahko dosežem veliko, ampak da nekje na neki točki mi tudi škodi. In perfekcionizem v bistvu je kvaliteta uspešnih ljudi. In ko iščete sodelavce, si želite ljudi, ki so perfekcionisti, na kratek rok. Na dolgi rok pa to za nobenega človeka ni v redu. Ker perfekcionizem pomeni, da nas izčrpava in ravno tako je izčrpavalo mene. In perfekcionist je, v bistvu tragika je v tem, da je dober za vse druge. In tudi jaz sem bila dobra za vse druge. Dobra žena, dobra mama, dobra v službi, dobra vsepovsod, dobra soseda, ampak sama zase nisem znala biti dobra. Ker meni ni bilo nikoli dovolj, ker sem se ob tem čutila, da nikoli nisem dovolj dobra, ker pač nihče od nas ni popoln in nikoli ne bo popoln. In zato sem bila utrujena, zato sem bila izčrpana, zato sem včasih padla v posteljo in zato tudi, ko sem delala cel dan, tudi, ko sem se razdajala na vse konce, tudi, ko sem hotela vse naloge izpolniti in še več, na koncu tragika tega je, da nikoli nisem bila zares ponosna nase. Da nikoli nisem bila zares zadovoljna sama sabo. Da se nikoli nisem zares potrepljala po rami in rekla, bravo, dobro si to naredila. Da je bilo v meni vedno tisto še več, še boljše. In v neki točki sem ugotovila, ne morem se iti več te igre. Nočem več kot ni hrček, ko se v krogu vrti in nikoli ne pride iz tega kroga. In ki si vedno znove cilje postavljaš, pa jih dosegaš, pa se vedno še vrtiš. In počasi sem se naučila, da moram za vsako svoj uspeh, majhen ali velik, narediti tudi eno malo praznovanje. Da se moram začeti pohvaliti, da moram si vzeti čas za počitek, da si moram dovoliti. Pa ni šlo tako enostavno, veste, zato, ker je bilo to sprogramirano v meni, ker je to bilo globoko v meni zasidrano, da jaz moram biti popolna. In ta moram je v bistvu vplival podzavestno na mene, na to, da se nisem mogla spočiti, da nisem mogla nikoli zadovoljna sama sabo. In v neki točki sem resnično želela to odpraviti in sem se nekako odpravila v potovanje v svojo globino, da sem ta moram zamenjala za nekaj drugega. Ne zato, da mi je vseeno za vse in da nočem več nič dosegati, ampak zato, da je dovolj, če dam vse od sebe. In da je to dovolj, da se lahko tudi pohvalim. Da je to dovolj, da sem lahko zadovoljna s sabo. Da si dovolim tudi biti ranljiva. Da si dovolim delati napake. Da si dovolim biti kdaj tudi utrujena. Da si dovolim kdaj dati noge na mizo in vse skupaj pustiti. Da si dovolim, in predvsem mi je bilo tukaj vključeno, da se naučim slišati sebe in potrebe svojega telesa. Da če mi moje telo reče, ne morem več, da spoštujem to in da rečem, v redu je, dovolj sem naredila, lahko nadaljujem čez en dan, čez en teden. In še vedno sem produktivna in še vedno sem uspešna lahko. In tako nekako v bistvu se razreši perfekcionizem, da nekje globoko v sebi zamenjamo to prepričanje, moram biti popolna, za novo prepričanje, dovolj je, če dam vse od sebe. Moja izkušnja pa je bila tudi, da ni dovolj samo na zunaj si stvari olajšati pa razumeti te stvari, ampak da je res treba iti globoko, zato ker perfekcionizem v bistvu temelji na enem močnem občutku strahu, ki smo ga kot otroci doživeli. Ker ta perfekcionizem, ta stavek, to prepričanje, ta naš vzorec, moram biti popolna, temelji na strahu otročka, ki se je ustrašil, moram biti popolna. Ker če sem jaz popolna, bojo stvari boljše, se bojo mogoče starši boljše razumeli, bo več ljubezni zame, bo vse lažje in zato moram biti popolna. In večinoma, in tudi pri meni je bilo tako, in večinoma z ljudmi, s katerimi sem delala, je ta perfekcionizem resnično
resnično temelji na eni otroški bolečini, na eni otroški stiski, ki otroček v svoji mali glavici sklene, mora biti popolna. In zato je resnično, če se hočemo res rešiti perfekcionizma, potrebno tega otročka v nas potolažiti, mu reči, v redu je, ne rabiš na svoje male ramena toliko bremena dati. Nekako moramo najti ljubezen do tega otroka in to novo prepričanje zgraditi na ljubezni, ne več na strahu. Ker vse, kar temelji na strahu, nas vodi v izgorelost, nas vodi v anksioznost, nas vodi v tesnobo. Mogoče ne čisto takoj, mogoče so za to potrebna leta ali desetletja. Ampak res zapomnite si, vse, kar delate, mora biti, naj temelji na ljubezni, naj temelji na vašem navdihu, naj temelji na vašem strasti, na vaši navdušenju, ne več na strahu. Sploh pa ne na strahu, nekem otroškem strahu, ki je v nas že 20, 30, 40, 50 ali še več let. Tako da perfekcionizem je nekaj, kar ni treba, da imamo v svojem življenju. Ni treba, da sami sebe mučimo. Že tako živimo v napornih časih. In zdaj si predstavljate, da imate znotraj sebe še enega beriča, ki sam sebe, ki vas bičem noter tolče. In mnogi se boste tu našli. Zato je treba potolažiti, pomiriti vse te občutke, ki smo jih nabrali večinoma kot otroci, ali pa kasneje v življenju. In namesto te strogosti do sebe, začutiti ljubezen do sebe. In namesto perfekcionistka, biti ženska, ki uživa v svojem življenju, ali pa moški, ki uživa v svojem življenju, ki da vse od sebe, ki je ponosen na svoje delo, ki si oprosti tudi, če kdaj kaj narobe naredi in se z veseljem zbudi zjutraj in se z veseljem vleže k počitku zvečer. In potem ni več prostora ne za izgorelost, ne za paniko, ne za tesnobo, ne za nič. In zato sem v bistvu hvaležna, da nisem več perfekcionistka. Ampak sem ženska, ki se veseli, ki živi z navdušenjem, ki živi iz ljubezni, ne več iz strahu. In kadarkoli se še kakšen strahec najde v meni, da bom čisto iskrena in poštena do vas, vem, kako ga spremeniti. In vem, da je resnično veselje, ko si zadovoljen sam s sabo, ko imaš ljubezen do sebe, ker perfekcionizem ni ljubezen do sebe. In to tudi vam želim. Ne biti več perfekcionistke in perfekcionisti, bodite ljubeči do sebe in še vedno ustvarjalni in produktivni in uspešni.